Bog daj dober dan, drage državljanke, dragi državljani Slovenije. Pri tej sveti maši, ki jo bomo darovali za domovino, čeprav sem vzel mašni obrazec od svetega Benedikta. Sveti Benedikt je zavetnik Evrope, od njega smo marsikaj prijeli, vsi ga poznamo po njegovem geslu Ora et labora, moli in delaj. Je pa res, da sveti Benedikt je imel noter še eno besedo, ki jo pa večina izmed nas rada spusti. Ora lege labora, ali slovensko. Moli, študiraj ali beri, karkoli komu ljubo, in delaj. In to je zgodba, sestre in bratje, v kateri smo povabljeni mi vsi. In naj nas tudi misel tega velikega moža evropske, naše zahodne civilizacije spodbudi k temu, da bomo znali moliti, študirati in delati. Enega brez drugega ni. Sestre in bratje, torej, drage državljanke in državljani samostojne in demokratične države Slovenije, na posebno čuteč način naj pozdrav namenim svojcem padlih v vojni za Slovenijo. Pozdrav tudi veteranom in vsem, ki ljubimo Slovenijo. 33 let imamo svojo državo. 20 let smo člani Evropske unije in Severnoatlantskega zavezništva NATO. Kot državljani smo z državo vstopili v Kristusovo zaključno ciljno leto na zemlji. Kristus je kot človek, naš brat, uresničenje vsega Božjega in vsega najboljšega, česar je človek zmožen. Seveda govorimo o dobrem, ki ga je človek sposoben, je pa tudi res, da je sposoben človek tudi pekla. Ko so bili apostoli na razburkanem jezeru v viharju in jim je grozil brodolom in morda celo smrt, torej konec, so se obrnili na Jezusa. On pa jim je dejal: kako da še ne razumete? Kako da še nimate vere? To vprašanje je v tem času zmedenosti za nas Slovence, pa ne samo za verne, pač pa tudi za vse, ki imamo Slovenijo radi, ki nam je dom, država in domovina, pa tudi za vso zahodno civilizacijo, ki pripadamo še kako na mesti. Verni verjamemo, da vprašanje zastavlja učlovečeni Božji sin. V 33 letih je vprašanje zastavljajoči Jezus naredil vse. Se učlovečil, bil spočet, preživel otroštvo, v najstniških letih pokazal, da mora svojo pot, se izobraževal, delal, se spraševal, iskal. Moja ali tvoja volja, nebeški oče. Vendar vedno stopi iz sebe, zavrne skušnjare in skušnjavca, se odloči za bolj zahtevno, za pot odrešenja, za očetovo voljo. Za vsakega pride čas, ko je v preizkušnjah in odločilni preizkušnji. To je križ. Tega ne moreš odložiti. Lahko sicer obležiš pod njim in iščeš tolažbo in krivce. Lahko pa vstajaš in vstaneš in ga neseš. Križ ni lahek, tudi za Kristusa ni bil. Ampak on nas je na njem odrešil, premagal smrt in zlo in smrt in umrl. Ampak vemo, da ta smrt ni bila konec, je bila pot vstajenja in v nebo. Čutimo sporočilo. In zopet si zastavimo vprašanje, kako da še ne razumete. Jezus, čeprav ima legijo angelov, kot je sam dejal Pilatu, nikoli ni rekel: država, oblast, to sem jaz, kot je rekel francoski kralj, pa mnogi v tem stilu živijo. Ljudi je nagovarjal življenjem, zgledom in šele na to z besedo. Tudi ne dejal: bodite popolni, kakor sem popoln jaz, ampak bodite popolni, kakor je popoln nebeški oče. Je pa rekel pri zadnji večerji, potem ko je učencem umil noge: zgled se vam dal. In na nekem drugem mestu: jaz sem pot, resnica in življenje. Pa zopet drugem mladeniču: zapovedi poznaš. Prva je: ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vso močjo in vsem mišljenjem in vso voljo. Druga pa je njej enaka: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večje od teh ni nobena druga zapoved. Zapovedi torej. 10 jih je. Pa pojdimo kratko v zgodovino. Zdi se, da se je človeštvo odpovedalo Bogu. Odrezalo je prve 3 zapovedi. Nietzsche je že davno pred drugimi sodobniki dejal:
Bog je mrtev, ubili smo ga. Ampak če greš brati njegove knjige, boš videl, da je on to z obžalovanjem ugotovil. Za zahodno civilizacijo, kamor štejemo tudi sebe, velja, spodrezali smo si temelj. Prve 3 zapovedi, ki so temelj vsem ostalim. Ker ni Boga, so modreci rekli, in smo torej mi Bog, se je treba dogovarjati in dogovoriti, da se zaradi tega ne bomo med seboj pobili, da bomo kot vrsta preživeli. Vidite, uporabljam žargon, ki ne omenja Boga, ki sloni na tem svetu. In nadaljujem. Vladavina prava in pravna država sta tako postala vsemogoča pojma. Problem pa je v tem, da pravo ne sloni več na pravičnosti, da lahko zakone tolmačiš, prilagajaš in spreminjaš po volji večine. Celo ustavna sodišča, ki so bila ustanovljena prav zato, da bi varovala pravice in pravni red pred uzurpacijo strani večina, so v velikem razcepu, tudi v konkretni slovenski situaciji. Za okrasitev razumevanja naj povem misel, ki ni zrasla na mojem zelniku, prav je, da smo tudi intelektualno pošteni. Moj nekdanji vojaški kaplan jo je povedal, takole je rekel: komunistični revolucionarji so se v začetku še lahko šli svojo zgodbo, ker so bili krščansko vzgojeni. Zavrgli so sicer Boga, za silo pa so se držali ostalih zapovedi. Njihovi otroci so od njih prejeli le nekaj vrednot, njihovi vnuki pa nimajo ničesar več. Ponavljam zato Jezusovo vprašanje. Kako, da še ne razumete? In si ga zastavljam drugače. So bili leti zgoraj navedeni uspešni z ubijanjem Boga in stebrov naše civilizacije, cerkve, družine in čedalje bolj tudi nacionalne države, ali pa smo v resnici mi odpovedali, ko smo opazovali in molčali? Smo bili tiha dobra večina, ki, tako se zdi, niti ni več večina. Ali je morda to odmev politične ali kakšne druge korektnosti, ki od nas vsi zahtevajo, ti, ki so tam, sami pa jo ne upoštevajo, pričakujejo pa jo od nas. Naj se še malo poigram že zgodaj omenjenim mladeničem iz Evangelija, ki je iskreno hotel priti v nebeško kraljestvo. Bil je dober, očitno bogat, verjetno dobro izobražen in zapovedi je izpolnjeval že od svoje mladosti. To je iskreno Jezusu sam povedal. Evangelij navaja: Jezus ga je pogledal, ga vzljubil in mu dejal: pojdi, prodaj, kar imaš in daj ubogim, potem pa pridi in hodi za menoj. Jezus ga je torej povabil, naj ne bo samo dober, ampak naj v dobrosti naredi korak naprej k drugim in k Bogu. Ampak ni zmogel. Evangelij navaja, da je žalosten odšel. Mladenič ostaja brez imena. Izgubil se je v povprečju večine dobrih, ki včasih posluša in hodi za Jezusom, ki je pot, resnica in življenje, včasih pa oddaleč gleda, kako ga križajo in morda celo potoči kakšno solzo iz sočutja zaradi tega. Ostaja pa brez imena. Kakor bogatin v priliki o bogatašu, revež pa ima ime Lazar. Neizobraženi ribič Simon postane Peter in tudi izobraženi Savel po spreobrnenju, ko postane Pavel, pa spremenita svet. Ime dobiš, ko si ga vreden, ime ti ne ustvari ne PR, ne javnomnenjska ali kakšna druga formalna in neformalna agencija. Te kreirajo začasna imena, ki se sama dokaj hitro razkrinkajo. Pravo ime pa se ustvari v odnosu do enkratnega, resničnega, lepega, dobrega, do vsakdanje reči presegajočega, ne nazadnje do večnega, do Boga. Tudi do skupnega dobrega, do države, do domovine, do resnice v tem in v zgodovinskem trenutku. Naj povem tako, da boste razumeli. Pilat je večkrat v Evangeliju nastopa z vso močjo in sooblastjo. Ampak v času kritične nemške biblične šole so prav na podlagi tega, ker ni bil nikjer drugje zapisano ime Pilat, hoteli dokazati, da on ni bil zgodovinska osebnost
In da torej tudi Jezus ni zgodovinska osebnost. Ampak na srečo so potem v 30 letih tam v Cezareji ob mori našli en kamen, na katerem je pisalo Pilatus, a ne, in je tako kot mnoge druge tudi ta teorija padla. Ampak kaj hočem povedati? Ni dobro, da pridemo v določeno zgodovinsko obdobje po nesreči, tako kot je Pilat prišel v vero, ne? V veroizpoved. Ko se ga spominjamo po njegovi začasnosti, ne po kvaliteti. Današnji evangelij, učitelj, ti ni mar, da se potapljamo. O, še kako je Bogu mar za naše strahove, za potapljanje, za pogrezanje. Sam Jezus jasno odgovarja, kaj ste strahopetni, ali še nimate vere, ali če rečem po domače, vi naredite, kar je v vaši moči. Bog vedno dela svoje in to tako, da gre nam v prid, tudi ko se zdi drugače. On je vedno z nami, tudi ko se zdi, da spi na blazini. Prej se zgodi, da ko Bog trpi, kakor je on v Getsemaniju, mi, tako kot apostoli, zapremo oči, zadremljamo in zaspimo. Kje Bog danes trpi in joče? V katerih področjih želi, da strahopetni preidemo v vero? V naših otrocih, iz katerih družba hoče narediti spolne zmedenete. V moških in ženskah, ki so raje prijatelji svojih otrok in med seboj partnerji, kakor pa možje in žene drug drugemu, mame in očetje svojim otrokom. V naši cerkvi, ki jo mažemo mi, drugi pa pod vplivom gospodarja z tega sveta intenzivno pomagajo. V našem slovenskem narodu, kjer slovenski starši s svojimi otroci doma govorijo angleško, v šolah pa otroci govorijo neslovensko, ker so v nekaterih razredih v manjšini. V naši slovenski državi, kjer se laž nagrajuje, resnica pa več ne osvobaja. V naši državi, kjer lahko razkošno živijo močni, pravzaprav bolje povedano glasni, komaj spočetim in bolnim ter ostarelim pa je treba pomagati z tega sveta, da bi jih ne motili. In še kje drugje. Kje je v vsem tem Jezus? Je z nami, nas gleda, kakor mladeniča nas je že davno vzljubil in nam pravi, dober si, hodi za menoj, ne boj se, poglej okrog sebe, raj imej vsakogar, naredi nekaj za ta narod in za to državo. Nikar samo ne obupuj. Bomo žalostni odšli, kakor on? Nikakor, Gospod. Ti veš in mi vemo, da je čas, da od spanja vstanemo. Amen. Pa se v živi veri obrnimo na dobrega Boga in ga prosimo za nas, za našo domovino, za našo državo in za vse potrebe. Gospod, prosimo te za tvojo sveto cerkev, za papeža, škofe, duhovnike, radovnike in radovnice, da bi bili zvesti oznanjevalci tvojega nauka. Gospod, prosimo te za naše državne voditelje, daj, da bi delovali povezovalno in v dobrobit vseh državljanov. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za našo domovino Slovenijo, za vse državljane, da bi živeli složno in da bi se vsi trudili za blaginjo in mir. Prosimo te, usliši nas. Jezus, ti si vir resnične edinosti. Vsem, ki so se odzvali klicu domovine in so umrli med osamosvojitveno vojno, podeli slavo večnega življenja. Prosimo te, usliši nas. Naj se kot kristjani trudimo za blaginjo in zdravo življenje v družbi, pa tudi za kritičnost, kadar se s prefinjeno lažnjo oznanja neresnica, moralna izprijenost in kultura, ki nasprotuje življenju. Prosimo te, usliši nas. Gospod, v teh nemirnih časih te prosimo za vse dežele, kjer potekajo vojne, pošli svojega duha vsem odgovornim, da bi si trudili vzpostaviti čim prejšen mir, prebivalce pa tolaži in jim vlivaj moči in upanja. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, kakor je naš
slovenski prednik plemič Andrej Turjaški 1593 z našimi knezi in vojaki naredil odločilen korak, ki ga je bilo potrebno narediti in na svetega Ahaca dan premagal sovražne Turke. Te prosimo, da bomo znali tudi mi narediti tisto, kar je potrebno, ne samo ugotavljati, analizirati, da se bo svet začel, naš slovenski svet, spreminjati tudi za naše trdne odločenosti za dobro. To te prosimo na priprošnjo svetega Jožefa, zavetnika slovenskih dežel in svetega Ahaca po Kristusu našem Gospodu. Amen.